Si predstavljate, kako lahko dosežete več, če iz svojega besedišča izbrišete eno samo besedo? Prav ste slišali. Pozabite na besedo moram in opazujte, kako se vaše življenje preoblikuje pred vašimi očmi. Se morda prepoznate, ko rečem, da pri pripovedovanju o svojih ciljih pogosto uporabljamo besedo morala bi, moral bi. Večina nas misli, da je to le nedolžna beseda, ki nam pomaga izviti se iz dolgočasnih pogovorov in soočanja z našimi slabimi navadami. Vendar pa beseda moram dejansko zastruplja naš govor in ambicije, saj nam sporoča, da to, kar počnemo, ni dovolj dobro in da bi bilo bolje, če bi se ukvarjali s čim drugim. Kaj pa v resnici povemo, ko rečemo, da bi morala ali moral nekaj narediti? Pa poglejmo. Prvič. To pomeni, da je to obveznost, ki nam ni všeč. Nikoli ne uporabljamo besede moram za stvari, za katere se ne počutimo dolžne. Recimo, da smo navdušeni nad uživanjem torte. Nikoli ne rečemo, joj, moram pojesti torto. Preprosto to naredimo. Ampak, ko gre za uživanje recimo več zelenjave in bolj zdrave hrane, se v našem besednjaku hitro spremeni v nekaj, kar moramo narediti. Pečenje sladic postane obveznost, dolžnost, medtem ko peka za zabavo preprosto postane del našega življenja. Drugič. Moral ali morala bi pomeni, da je to nekaj, česar ne boste storili, zato vedno najdete za to izgovor. Morala bi, ampak. Ko izrekate takšne stvari, svetu dejansko sporočate, da se strinjate, da bi bilo edino dejanje primerno, a da boste storili ravno nasprotno. Zamislite si, kako smešno bi bilo, če bi svojemu šefu rekli, vem, da je primerno, da ostanem pozno in dokončam predlog, ter se tako pripravim na naš jutrišnji sestanek. A namesto, da bi to storila ali storil, bom šel raje domov in tvegal, da ga jutri ne dokončam pred sestankom. Če to resnično mislite, zakaj bi se potem trudili prikrivati s tisto besedo moram? Globoko v sebi veste, kaj se v resnici dogaja. Tretjič. Natančno veste, kaj morate storiti, da se stvari izboljšajo, a še niste začeli. Vsi, ki bi morali prenehati kaditi, morali shujšati ali se vrniti v šolo, natančno veste, kaj želite storiti, da bi izboljšali svoje življenje, vendar raje uporabljate morati kot preprost izgovor, da ne začnete delati na tem. Seveda je biti kot opazovalec lažje, kot teči za žogo, vendar na tak način nihče nikoli ni dosegel prav nič veličastnega. Če imate dolg seznam moranj in kratek seznam ciljev, izberite, kateremu od teh moranj se boste posvetili in svoje načrte prenesite na list papirja. Če se vam zdi, da je vaš dan le ena moral, morala bi, stvar za drugo, moram stvarjo, je čas, da svoj moram spremenite v dokončne besede, kot sta bom ali ne bom. Kaj se pravzaprav spremeni? Medtem ko vas moram dejansko oropa moči in motivacije, vam določnost daje moč in odločnost, da stvari opravite. Z manj besedami moram ali morala bi, v svojem besednjaku boste kmalu ugotovili, da hitite po poti do dosežkov. In to. Je to vredno priznavanja? Mislim, da ja. Se pravi, spustite moram iz svojega besedišča. Sprostite svojo moč in sledite svojim ciljem. Na poti do uspeha ni prostora za moral ali morala bi, ampak je le za bom ali ne bom. Začnite danes in resnično opazujte, kako se vaše življenje čudovito preobrazi. Če želite izvedeti več o tem, kako preoblikovati svoj jezik in doseči svoje cilje, se naročite na moj kanal in bodite del te čudovite skupnosti osebnostne rasti. Ne pozabite deliti tega videa s svojimi prijatelji, ki bi jim lahko morda pomagal pri njihovi lastni transformaciji. Hvala vam za ogled in se vidimo v naslednjem videu.